Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede mnogih trigonometričnih formul in kako zlahka izpeljemo nekatere od teh. Torej, tukaj je dosti formul, ni treba se spomniti vse, je dovolj se spomniti, recimo, dve osnovni zvezi, to je tangens alfa in sinus alfa vlomljen kosinus alfa in sinus na drugo alfa plus kosinus na drugo alfa enako ena, dve osnovni zvezi in velja se zapomniti tudi adicijske izreke. Tukaj sinus od alfa plus minus beta, kosinus od alfa plus minus beta, tangens od alfa plus minus beta. Druge stvari več ali manj se zlahka izpeljejo, zdaj vidimo. Naprimer, ta formula tukaj, tangens na drugo alfa plus ena, da je ena vlomljeno kosinus na drugo alfa. Torej, tukaj napišemo izraz, rabimo tangens alfa je sinus vlomljeno kosinus, če na drugo, sinus na drugo vlomljeno kosinus na drugo. Plus ena tukaj damo na skupni imenovalec in v števcu imamo sinus na drugo plus kosinus na drugo, ki je ena po tej zvezi, torej ena vlomljeno kosinus na drugo. In tako, mimogrede, ta izraz, ki je enak temu izrazu, oba sta, tudi ko se boste se učili od vode, od funkcije tangens x. Ta izraz ali pa ta izraz. Tukaj, adicijski izreki se zdijo lahko zapleteni, ni prav tako težko se jih spomniti. Torej, tukaj sem dal plus minus skupaj, da je lažje potem si zapomniti. Torej, za sinus tukaj, če imamo plus, tukaj imamo plus. Če tukaj imamo minus, tukaj imamo minus. Imamo alfa, beta, tukaj sinus, kosinus, tukaj kosinus, sinus. Ja, torej ni tako težko. Tukaj za kosinus se obrnejo predznaki. Če tukaj plus, tukaj minus. Če tukaj minus, tukaj plus. In imamo kosinus od alfa krat kosinus od beta in tukaj sinus alfa krat sinus beta. Za tangens, treba tukaj paziti na znake, ko tukaj imamo plus in tukaj se obrne imamo minus. Ko tukaj imamo minus, tukaj ostane minus in tukaj prije plus. Torej tukaj predznak ostane isti, tukaj predznak se obrne. In imamo tangens, torej naprimer tangens alfa plus minus tangens beta, ulomljeno ena minus plus tangens alfa krat tangens beta. Potem druge se zlahka izpeljejo, zdaj vidimo, ne treba se zapomniti nujno na pamet, sinus 2 alfa je 2 sin alfa kosinus alfa. Kaj, enostavno rabimo adicijski izrek, stavimo alfa plus alfa. In torej tukaj, če rabimo formulo, dobimo sinus alfa kosinus alfa plus sinus alfa kosinus alfa je 2 sinus alfa kosinus alfa. Tukaj za kosinus od 2 alfa imamo celo 3 izraze, zdaj vidimo kako pridejo. Kosinus od 2 alfa, kosinus od alfa plus alfa, rabimo formulo, kosinus alfa minus sinus alfa, dobimo že hitro prvo formulo, kosinus na drugo alfa minus sinus na drugo alfa. In sedaj, zakaj dobimo še drugi dve formuli? Ker enostavno rabimo to, mi lahko izrazimo sinus na drugo z kosinusom na drugo ali obratno. Tukaj lahko damo na drugo stran kosinus na drugo, imamo, da sinus na drugo je ena minus kosinus na drugo. Ali pa damo na drugo stran sinus na drugo in imamo, da kosinus na drugo je ena minus sinus na drugo. In torej enkrat bomo zamenjali kosinus na drugo, enkrat bomo zamenjali sinus na drugo. In tako dobimo dva izraza. Eden bo ena minus 2 sinus na drugo in drugi izraz 2 kosinus na drugo minus ena. Za tangens tukaj spet damo vrednost notri in zlahka dobimo 2 tangens alfa vlomljeno ena minus tangens na drugo alfa. Sedaj, posebno ti dve obliki tukaj od kosinus do alfa sta važni, zato da dobimo sinus in kosinus polovičnega kota. Kako naredimo? Tukaj napišemo, kosinus 2 alfa je ena minus 2 sinus na drugo alfa. Ta člen je tukaj, smisel je, da mi izoliramo ta sinus na drugo alfa. Torej, sinus na drugo alfa je ta vlomek, sinus je plus minus koren od tega vlomka. Zdaj, tukaj plus minus ostane na splošno, ampak če imamo točno določen kot, bomo znali alfa, v katerem kvadrantu je, in torej, če predznak je pozitiven, negativen za to vrednost. Vsekakor, enkrat, ko smo prišli, torej, nisem še napisal polovični kot. Enkrat, tukaj opazimo, tukaj imamo alfa in tukaj 2 alfa. Torej, ta 2 alfa lahko imenujemo x in torej ta alfa je x polovic. In torej, tukaj lahko napišem kot sinus x polovic je plus minus koren od 1 minus kosinus x vlomljeno 2. Potem ta x lahko preimenujemo spet v alfa in napišemo formulo. Rabimo tisto drugo različico, tukaj 2 kosinus na drugo alfa minus 1. Iz tega lahko izoliramo kosinus na drugo, potem plus minus koren.
Kosinus je plus minus koren, tukaj zmeri isto. Ta alfa in ta je 2 alfa. Ta 2 alfa imenujemo x in torej ta alfa je x polovic. Torej imamo kosinus od x polovic. Ja, in torej spet ta x lahko preimenujemo alfa, imamo formulo. Za tangens x polovic enostavno vzamemo sinus od x polovic ulovljeno kosinus od x polovic. Torej delimo ta izraz tem izrazom, lahko vzamemo skupno plus minus koren in tukaj delimo samo tisto, kar imamo notri v korenih. In ta 2 gre proč in tukaj imamo torej ta izraz, ne? Torej, sedaj, te formule smo, ko mi vidi, so tiste najbolj važne, najbolj pogostoma pojavljajo. Večkrat, kakšenkrat se rabijo tudi te formule tukaj za sinus alfa plus sinus beta, sinus alfa minus sinus beta, kosinus alfa plus kosinus beta, kosinus alfa minus kosinus beta. So malo manj rabljene, ampak se lahko tudi rabijo. En primer, ko se uporabljajo je, potem, ko boste študirali zmeri odvode, rabijo za to, da se dobi kolikšen je odvod od funkcije sinus in od funkcije kosinus, ker je treba odštevati sinuse ali pa kosinuse dveh različnih kotov. Ja, potem, naprimer, vse te formule smo jih previdi, se lahko rabijo tukaj, da zračunamo točne vrednosti za nekatere kote. Naprimer, sinus od 75 stopinj. 75 stopinj je 45 plus 30. In ker mi poznamo vrednosti kotnih funkcij za 30, 45, 60 stopinj, ne? In torej tukaj, če rabimo formulo, dobimo sinus 45 krat kosinus 30 plus kosinus 45 krat sinus 30. Vse te vrednosti tukaj so znane, jih damo noter. Tukaj vidimo, se lahko izpostavi koren od 2 četrtin in tukaj ostane koren od 3 plus 1. Sedaj, tangens 15 stopinj. 15 stopinj, 45 minus 30, naprimer, ne? Rabimo formulo. In dobimo tangens 45 minus tangens 30 ulovljeno 1 plus tangens 45, tangens 30, tukaj vse te vrednosti jih damo noter in dobimo to, se zdi malo zapleteno, 1 minus koren od 3 tretjin ulovljeno, 1 plus koren od 3 tretjin. Tukaj lahko damo na skupni imenovalec zgoraj in spodaj je 3. In ta 3 potem gre proč. In končno dobimo 3 minus koren od 3 ulovljeno 3 plus koren od 3. To se lahko racionalizira s pravilom a plus b krat a minus b je na drugo minus b na drugo. Torej množimo zgoraj in spodaj z 3 minus koren od 3. A plus b krat a minus b. Ne, dobimo 3 na drugo, ki je 9. Minus koren od 3 na drugo, ki je 3. Tukaj zgoraj imamo kvadrat binoma. 3 minus koren od 3, vse na drugo. Torej 3 na drugo, 9. Minus 2 krat 3 krat koren od 3, minus 6 koren od 3, plus koren od 3 na drugo, ki je 3. Potem 9 plus 3 je 12, 12 minus 6 koren od 3, 9 minus 3 je 6, potem tukaj lahko razbijemo na 2 ulomka, 12 ulovljeno 6, minus 6 koren od 3 ulovljeno 6. In tukaj krajšamo in dobimo zelo enostavno 2 minus koren od 3. Kosinus od 120 bi lahko izpeljali tudi drugače, s tem, da gledamo kot v drugem kvadrantu. Recimo, se lahko tudi s temi formule, 120 stopinj je 2 krat 60 stopinj. Lahko rabimo eno, katerokoli od teh različic formule, naprimer ta, kosinus na drugo 60 stopinj minus sinus na drugo 60 stopinj. Tukaj damo vrednosti in tukaj zlahka izračunamo, koliko pride. Ja, tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.